Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Dajmo torej preleteti na hitro današnji Fras in Medvard Show. Danes seveda, ker je petek, so na sporedu petkovi vreji hakli in danes se je profesor Križanič odločil, da bomo malo stopnjevali napetost pred nedeljskim finalom na svetovnem prvenstvu v fuzbalu, mimo grede Španija-Argentina ob 21. Danes torej hiti povezani s svetovnimi prvenstvi v nogometu, tako da se že veselimo. Sicer danes tudi dva para kart za vas, za koncert skupine Koala Voice, ki se bo zgodil danes ob 20. na Minoritih. Imamo tudi par kart za Mariborski otok, kar je vedno fajn in vedno dobrodošlo, ne glede na vreme, ker lahko te dve karti izkoristite kadarkoli. Danes pa tudi po 14. uri glasbena gostja, ne bomo še povedali, kdo pride, tako da boste malo na trnih. In pa, ker je petek, seveda petkovo zabavno dejstvo. Evo, super petek je torej pred nami, tako da fajn, da ste z nami zdaj pa muzika. Danes je petek, jutri pa sobota in ne pozabiti, Art Camp v parku še vedno deluje in fajn je iti, recimo zjutraj, pa če je vroče, malo v park se malo ohladiti in pa peljati svoje najmlajše, da malo izkusijo razne stvari. In kaj nas čaka jutri na Art Campu v mestnem parku v Mariboru, razlaga Mišel Vogrinec. Ob 10.30 najprej pravljica o volku, ki se je spoprijateljil s pastirjem, in pa ob 18. uri Svetlica, glasbena predstava za otroke, ki bo zelo zanimiva, in pa en kup delavnic vedno poteka v parku, od gibanja do športa, izdelovali smo citre, kiparili z glino, peščene slike delali in še marsikaj. Med 10. in 13. uro zjutraj in pol med 16. in 19. uro popoldan. Tako da cel dan v parku vabljeni. Čudovito, kaj pa nedelja? Nas čaka marsikaj zanimivega, tako kot vedno delavnice med 10. in 13. in med 16. in 19. uro. Izdelovali smo čarobno palico, orglice, stripe, gibali se. Zakaj toliko čarobnih palic in orglic? Ker imamo ob 18. uri zvočno kuhno, glasbeno predstavo za otroke od zavoda Kuskus, zelo dobra stvar. Pridite ob 18. uri, ob 10.30 pa vabljeni tudi v paviljon dopoldan na promenadni koncert, vokalna skupina Uriel. Čudovito, evo, torej vabljeni čez vikend v mestni park v Mariboru. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Tako, 10:13 ura in v tem studiu pozdravljamo profesorja Križaniča. Lepo zdrav, petek. Zdravo, petek je, ampak če greste ven, bodite previdni, zato ker je, mislim, da kupičica na vroči zrak. Ja, vroče, piha, kot čudno. Ja, tako da ni neugodno malo. Še mogoče bo kaki dež danes. Recimo, sicer je kazalo tam iz Italije, da prije nekaj hudega, ampak je vse se razblinilo. Pri Ljubljani se vse razblinilo. Ja. Danes gremo 40 let nazaj v naš glasbeni časovni stroj in se spomnimo hita zasedbe Level 42 z naslovom Lessons in Love. Najprej nagradno vprašanje brez nagrade. Ali veš mogoče, odkot so dobili ime? Level 42? No. Torej, navdihnila jih je kultna znanstveno-fantastična knjiga Štoparski vodnik po galaksiji. In v njej je število 42 odgovor na končno vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Z enim trikom, ne, oziroma haklom, noben ni vedel, kakšno je bilo vprašanje. Samo računalnik je zračunal 42. Okay. Zasedba je še vedno aktivna, kljub temu, da se menjalo kar nekaj članov. Tako recimo drugo leto odhajajo na turnejo v Avstralijo. Še vedno je zraven pevec Mark King, znan po res izvrstnem in unikatnem igranju na bas kitaro. Ne boš verjel, kaj je bil na začetku kariere. Ni bil bas gitarist. Bobnar. Točno. Seveda. Ja. Bobnar je bil, ampak zaradi finančne stiske jih je moral prodati. In se presmeril na bas kitaro. Ceneje. Boš ti verjetno vedel boljše, ne? Zna biti, ja. Ceneje. Ja. Ne. Lessons in Love je daleč največji hit te britanske skupine, čeprav so imeli kar nekaj. Kljub številnim prvim mestom pa po svetu se ni uspel doma, torej Veliki Britaniji, prebiti čisto na vrh. Leta 86 so kar 4 njihove skladbe se vrstile med top 10. Člani so pesem
torej Lessons in Love, spisali kar med ameriško turnejo in najprej je bil kot neki filler, ni bila mišljena kot del albuma, nato pa je zaradi ogromnega uspeha postala vodilni singl iz albuma Running in the Family, torej leto 86, Lessons in Love in Level 42. In v totem studiu pozdravljam še enkrat več, ponovno lahko rečemo Ines Erbus. Ines, zdravo! Zdravo! Tak, ja, evo, malo bliže pridi. Se slišva? Ines, nazadnje, če se spomniš, ko si prišla, je bilo obupno vreme. Dež, vse, cela si bila premočena. Danes pa v drugo smer. Danes pa kontra, danes pa vroče ko pes, kot rečemo pri nas, ampak popoldne morda spet, tako da mogoče si spet kaj privlekla. Veš kaj, fajn je bilo sam, ko sem odprla in je butenla klima ven, sem bila tako, v redu smo. Od zunaj, ko noč stopiš. Ok, Ines, najprej te vprašam, kak si že bila kaj na dopustu? Ne še. Počasi še? Počasi tole še oddelam, jutri pa letim, grem nad oblake, pobegnem. Prav nad oblake? Ja. Ok, slučajno zdaj ima veze to s komadom tudi novim, ki ga danes predstavljaš? Slučajno, grem večkrat nad oblake, ampak ja, sem pa definitivno, to je moj najljubši place v bistvu. Nad oblaki. Tam doživim tisto nirvano, srečo in evo, vsakič znova z veseljem. Ni pa nobenega straha, če strese malo nad oblaki? Veš kaj, mogoče z leti malo več, vedno bolj, se mi zdi, da se vedno bolj zavedaš, da se lahko ti nekaj res zgodi, ne? Ampak, lej, jaz mislim, da se ti lahko kjerkoli, če si mi upa nad oblaki, mi je pa tako namenjen. Res je, ja, jer tudi na cesti je lahko še prej, ne? Ja, pa nas nič ne moti, kaj preveč. Ok, če smeš slučajno, če si mi dovolimo, ne, povedati, kam točno greš ti? Odhajam v Španijo. V Španijo? Ja, gremo v Malago. Nisem še bila, pravi, da je lušten, tako da se veselim. Zdaj pa, če bojo slučajno zmagali prvenstvo, pa v nedeljo pravi, da ta prava žurka, da kaj tazga pa še videla nisem. Bolano bo, ja, boš videla. Seveda, mislim, se so znani, ne, potem, da so kar temperamentni, tako oni kot Argentinci. Imaš kakega favorita? Spremljaš kaj fuzbal? Zdaj sem se tako pohvalila, da kaj poznam, v bistvu nimam pojma v športu, ampak vem pa, da je prvenstvo, da bo svetovni. Tako, v nedeljo je finale ob 9, toliko da veš, ne, da ne boš čudno gledala, kaj se tam vsem meša. Sicer pa, kot sva rekla, danes torej predstavljaš svoj novi singl Midva letiva je naslov. Ja. Nazadnje se spomnim, si povedala, da sta z očetom to skupaj delala. Ja, in tudi tega sva. Tudi tokrat? Tudi tokrat. Wow. Prvič je bilo uspešnost, pa sva rekla, da je probiva še enkrat. Ja. Tako da sem v bistvu vesela in malo ponosna, no, da mi je uspel nadaljevati, ker vseeno je malo drugače, ko napišeš nekaj pač sam, ne? Tako da ja, bomo videli, če bo uspel podoben uspeh. Ok, kaj pa Ata pravi? Je zadovoljen? Ata pravi, da zdaj čaka še malo, da dobi tiste odzive ta prave, on gre vedno bolj tako previdno, jaz sem vedno unata pozitivna, on malo bremza, pa ka vidi, da dobi prve ta prave, 3 pohvale, pa je pa tako, v redu smo. Je le starejši in bolj izkušen in ima nizka pričakovanja, da ni potem preveč razočaran, če slučajno ne bi šlo. Pametno v bistvu, ne? Tako ti na letalu, ne? Bolj te je strah, ker enako je tu. Ok, zdaj jaz predlagam, da si midva kar privoščima ta komad, pa se lahko potem še malo o tem pogovorima. Ines Erbus torej v totem studiu, dobrodošla še enkrat. Hvala. In tukaj njen nov singl Midva letiva. Midva letiva, Ines Erbus, hotel sem ti povedati, da je taki zanimiv ton ste izbrali za zadnji ton v pesmi. Ja. Tole pa kar poklič fotra. Ja, ne, vidiš, tako, ne, a tam mora malo spremeniti, da ni vse tako, ne, da malo preseneti. Evo, da imaš kaj za vprašati pol. Tako, evo, viš, da se lahko za tem pogovarjamo. Ines, jaz sem si spod pogledal, vse je tako fajn, lepo, tako si prej rekla, ne, da si rada nad oblaki, da je fajn, tako, okay. Ampak tisto, kaj sem videl, ko sedita na neki stolpnici, pa greš ti tako po zraku,
Kako ste te to naredili? Ja, v bistvu... Ali to AI pomagal? Ja, veš kako je. Mi smo bili sicer seveda na stolpnici, posneli smo neke stvari v živo, pol smo se pa malo lotili modernih, kako bi rekel... Orodij, ne, tako da AI je pomagal. Ja, ampak svetovno zgleda. Nismo nobene zajlili tako da smo naredili malo lažjo pot. Smo se pa kar namatrali, ni tako enostavno, moram reči, da je izgledalo dejansko realno, ne, pa da je zaznal, pa da so pravi obrazi, pa da so prave obleke, tako da v bistvu zamujam en teden z izdajo glih zaradi tega. Ok, vidiš, ja, pa da nima kdo, ne vem, 7 prstov, pa tako, te stvari. Tako, to se zgodi, ni tako enostavno, no. Ja. Mi je pa zelo všeč, mi je drugače, no, od vseh ostalih mojih do zdajšnjih videospotov, tako da, če je, da veš, da je AI, ampak da je dober AI, pa si tako, tako, ja, pa te pol ne moti, ne. Ja, pa tudi tista postelja v zraku, pa ne, tako si v bistvu želimo vsi, da bi lahko. To, kar si želim, ne. Lebdel na oblakih, zdaj pa evo, jaz lebdim. Ok, kje ste vse snemali spod? Opazil sem tudi neke morske, pod narekovaj kadre, ciprese. Tako, v Ljubljani smo začeli, pa smo se predstavili v Istro. Tako da smo zaključili na obali, razpadajoča hiša, no, to je v Savudriji. To si bi sploh ne rekel, no. Pa tako lepo. Tako, pa se še malo naprej zapeleš, pa zgleda kot Toskana. Ja, no, to smislo. Tako da ima lepa Istra, no, zelo. Svetovno, tako blizu. Ja. Vidiš. Ok. Ines, zdaj povej, kaj te čaka zdaj to poletje, malo smo se prej pogovarjala, praviš, da nimaš zdaj neke full fry. Iskreno ne, delovno poletje full, zdaj sicer skočem na en kratek oddih, tako da Španija, letalo pa gremo, pa se pa vračam nazaj in 1. avgusta za svoj rojstni dan. Praznujem v bistvu v Ljutomeru, tako da lepo vabljeni na nastop, da bomo skupaj praznovali. Ok, potem pa dalje, ne? Pa spremljajte na Instagramu, bomo vse objavljali. Štajerska je 1. Ljutomerevo, 1. avgust. A Instagram imaš tudi? Ja, kdo bi si mislil? Zanimivo. A veš, da imam tudi TikTok? Veš že. Ok, tako da se lahko poslušalci spremljajo v bistvu tam, kdaj, kje, kam lahko pride. In tudi na Facebooku. Ok, povej mi, kaj ti je boljše, recimo poleti nastopati zunaj kje, ali bolj ko je hladno nekje not v kakem, ne bom rekel manjšem, ampak ne vem, klub ali pa kakšna dvoranica. Najraje poleti, open air, pa da še tako rahlo pihlja, ne, da ne rabim niti ventilatorja, da mi ni zdaj preveč vroče, tako da to je definitivno najljubše. Pozim noter v teh klubih in dvoranah pa rata tako vroče, da bi si želel poletja, verjem. Uporabljaš ventilator na koncertih? Včasih. Zdaj sem rekla, moram spet začeti. Dobro zgleda, veš, kot da si skozi video spotu. To je res, ja, pri ženskah je tako. Res je, ja. Ker ko neke boginje pol izpadete, ne, tako... Ja, recimo, kaj pa, ne vem, za glasilke, prehlad, ušesa, nos? Klima me ponavadi, ventilator ne, klima je pa kar problematična, tako da to pa moram paziti. Tako da moram hitro se zmeniti, ker imam jaz tu na 22, ker če pa gled, kako je zunaj. Ne, tukaj je super, vse sem rekla, ko prideš noci, tako v redu sem, preživela bom. Super. Ines, jaz upam, da še z očetom naredita kaj dobrega, tako do zdaj. Pozdravi ga lepo, reči, da mu čestitam za zadnji ton, da je preseneto. Tako da super. Sicer pa upam, da se spet vidimo v kratkem, ko izdaš kaj novega. Imamo kakšne obete, kaj se dogaja? Pripravljaš kaj že? Že spet pripravljava dalje, nekaj se plete, tako da bo mogoče že jeseni, pred decembrom pa sigurno. Ok, tak rečimo. Ja, zdaj za zihara, veš. Ja, raj ne obljubljam več. Letos, ja, tak je v muziki, ne? Vedno nekaj pride vmes. Ines, hvala lepa, da si vzela čas, seveda si vabljena še, da malo posediš na klimi in se psihično pripraviš, da moraš ven na to vročino. Tako da se vidimo, pa hvala lepa še enkrat. Enako, lepo poletje. Pa super komad. Thanks. No, evo, lepo bodi. Enako. Cruise, Coffee Crash tekma.
Tako v nedeljo nas čaka samo še finale svetovnega prvenstva 2026. Ob 9. se pomerita zvečer Španija in Argentina. In to za vas pomeni še zadnjo priložnost, da s pomočjo tega radia prejmete najpopularnejši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki seveda polepša kuhinjo, polepša stanovanje ali hišo, polepša življenje nasploh in pa seveda ob vsem tem skuha super kafe. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. Tokrat je to logično, kot smo rekli, še nedeljski finale, torej Španija-Argentina, ki je na sporedu v 21. uri. Med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na 051-220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. Ne pozabiti, samo prvi SMS velja, pošljete ga lahko torej samo do začetka tekme, do nedelje do 21. ure, sicer pa več podrobnosti na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Danes je petek, 17. juli in seveda v petkih je čas za petkovo zabavno dejstvo. In tukaj eno, banane so dejansko jagode, po drugi strani pa jagode sploh niso jagode. V svetu znanosti so jagode v resnici po narekovaj lažni plodovi. To pomeni, da njihovo sočno rdeče meso zraste iz drugega dela cveta, pravi sadeži pa so tiste drobne rumene pečke na zunanji strani. Baje, evo, zdaj nam je glava eksplodirala in lahko gremo dalje. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.